Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Pozdravljena. Dober dan. Mineva že več kot mesec dni, odkar je bil zaključen festival čokolade in zagotovo so pri vas na turizmu že vse oči odprte v poletne prireditve. Kaj se bo dogajalo v teh poletnih mesecih v Radovljici? Ja, seveda pestro poletno dogajanje nas čaka tudi letos. Začnemo že z novim festivalom, in sicer 7. in 8. junija s festivalom Okusi piva, ki bo v Radovljiškem parku. 12 pivovarjev prihaja in pa Okusi Radovljice, tako da ponudba hrane, pijače v petek od 16. do 24. Čaka nas še koncert zasedbe Guni v soboto 8. junija pa od 14. do 24. Se pravi s ponudbo pijače, piva predvsem in pa hrane, ter pa s koncertom Kokosi in pa Tribute to Pink Floyd. Tako da letos pripravljamo tudi nekaj novosti, kar nekaj aktivnosti za družine oziroma otroke, tako da bo ta animacija potekala celo popoldne in tudi zvečer, tako da to je prva stvar, ki prihaja, potem pa že 14 dni za festivalom piva še festival Swinga. To je sicer od petka do nedelje, čez dan bodo plesalci, ki se na ta dogodek prijavijo, plesali na delavnicah, večerni termini so pa rezervirani, se pravi petek in sobota za zunanje obiskovalce, plesni večeri na trgu nas čakajo, pa tudi Okusi Radovljice s kulinariko in pa pijačo. Glede na to, da ste omenili festival piva, kje pa se bo odvijal festival in koliko časa? Festival piva poteka v parku, tako kot sem že omenila, 2 dni, v petek in v soboto, 7. in 8. junija. Festival Swinga pa na Linhartovem trgu od 21. do 23. junija. So tudi kakšne spremljajoče prireditve? Poteka seveda naša radovljiška tržnica vsako prvo soboto v mesecu, potem pa če pogledava še naprej v mesec julij, takrat pa imamo vse četrtke v juliju, začnemo vsak četrtek ob 15. uri in sicer od 15. ure naprej pa do 20. ure poteka rokodelski sejem, potem pa vsakič ob 9. se pravi ob 21. še koncert in pa kulinarika Okusov Radovljice. Kako je Radovljica obiskana zdaj v teh dneh? Vemo, da vreme glih ni najboljše. Kakšne obiskovalce imate v tem trenutku? Lahko rečem, da z mesecem majem se je število gostov že precej povečalo, tako da imamo dnevno kar nekaj skupin vsak dan tujih, tako tujih kot domačih, pa tudi povečuje se obisk tako v kampih kot ostalih nastanitvah.